Na letošnjem online Erasmus Info dnevu. Gre za predstavitev razpisa Erasmus plus za študijske izmenjave v letu 2021-2022. Z nami bo tudi, oziroma je tudi, gospa Erika Bolčina z Univerze v Ljubljani, ki bo v bistvu na kratko povzela te ključne točke letošnjega razpisa. Jaz bom potem nadaljevala z samim opisom postopka prijave. Z nami so pa tudi študentke, ki bodo delile svojo izkušnjo s preteklo mobilnostjo. Zdaj predlagamo v bistvu, da se po vsakem delu, da si vzamemo kakšno minutko, dve za vaše vprašanja, lahko jih tudi date v chat. In potem, če bo pa še kakšna dodatna nejasnost, so pa itak najini kontakti, so navedeni tudi v sami predstavitvi. Tako da, Erika, če se strinjaš, bom kar tebi predala besedo, pa lahko začnemo. Ja, seveda. Hvala, Teja. Najprej bi se rada zahvalila za povabilo na tale virtualni dogodek. Če se že nimamo možnosti videti v živo, da se pa vsaj tako preko spleta. Tako kot je že kolegica Teja povedala, se bomo najprej pogovarjali o tem javnem razpisu za Erasmus plus študijske izmenjave v prihodnjem študijskem letu, in sicer 2021-2022. Začela bi mogoče s čisto osnovno informacijo, ki jo sicer predvidevam že vsi poznate, in sicer kaj to sploh program Erasmus plus je. To je program Evropske unije, ki med drugim podpira aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja in je v prvi vrsti, ko seveda govorimo o študentskih mobilnostih, namenjen izboljšanju vaših spretnosti in pa tudi kasnejše zaposljivosti, predvsem na podlagi izkušenj, ki vam jih prinese študijska izmenjava. No, kaj pa sploh je namen oziroma cilj razpisa, o katerem bomo govorili danes? V bistvu študentu omogoča, da del svojih rednih študijskih obveznosti namesto doma, na domači instituciji, opravi v tujini na partnerski instituciji. Tu se bo sedaj verjetno pojavilo vprašanje, kaj partnerska institucija sploh je. To so v bistvu vse tiste institucije, s katerimi ima vaša univerza oziroma članica, se pravi fakulteta v vašem primeru, pisan medinstitucionalni sporazum. Vam bo pa več o tem povedala kasneje kolegica Teja, če se ne motim. Verjetno so prva vprašanja, ki se pojavijo študentu, ki se želi oziroma ki se zanima za Erasmus izmenjavo, da ga zanima, kam lahko odide na mobilnost, kdaj in pa seveda za koliko časa. Čisto spodaj na prosojnici lahko vidite sodelujoče države, ki so torej del programa Erasmus plus. Na izmenjavo lahko odidete v članice Evropske unije, v okviru tega razpisa tudi še v Veliko Britanijo. Na izmenjavo lahko greste na Islandijo, v Liechtenstein, na Norveško, Severno Makedonijo, Srbijo ali pa Turčijo. Če se boste prijavili na ta razpis, potem boste lahko s svojo mobilnostjo začeli 1. junija, pri čemer se obdobje upravičenosti v okviru tega razpisa zaključi 30. septembra prihodnje leto. In še zadnje vprašanje, ki vas bo verjetno zanimalo, je, torej za koliko časa lahko odidete. Minimalno obdobje za študijsko izmenjavo je 3 mesece, največ pa 12 mesecev, in sicer na posamezni stopnji študija, torej 1., 2. ali 3. Pri tem je potrebno biti pozoren, da v bistvu skupni seštevek že morebitnih opravljenih mobilnosti, pa naj si bo to študijska izmenjava ali pa Erasmus plus praksa, in pa to na novo zaprošeno obdobje ne sme presegati že prej omenjenih 12 mesecev na pač posamezni stopnji študija. Kot sem že prej omenila, Erasmus plus omogoča, da pač vi del svojih rednih študijskih obveznosti namesto doma opravite v tujini, in sicer morate pri tem
če odidete na izmenjavo za en semester, v tujini pridobiti in pa doma dobiti priznanih vsaj 20 kreditnih točk. Če pa odidete na izmenjavo za celo leto, se pač zadeva podvoji in sicer morate v tujini pridobiti in doma dobiti priznanih vsaj 40 kreditnih točk. Če slučajno vnaprej predvidite, da boste na izmenjavi zbrali manj kot 20 kreditnih točk, oziroma če se boste odločili pripravljati zaključno delo, potem vas lahko financiramo največ 3 mesece. Sicer pa velja tako, da ste za izmenjavo, ki traja en semester, lahko financirani do 5 mesecev, če greste pa na izmenjavo za celo leto, vas pa lahko financiramo do 10 mesecev. Ključni dokument, ki ga morate imeti izpolnjenega že pred začetkom vaše mobilnosti in kamor tudi vpišete obveznosti, ki jih boste opravljali v tujini in dobili doma priznane, je tako imenovan Learning Agreement. Tukaj je tudi del tega dokumenta, samo tako za občutek, da si lažje predstavljate, kako v bistvu izgleda. Ključna dela sta tabela A in tabela B. V tabelo A vpišete vse tiste predmete, ki jih boste opravili v tujini in navedete tudi seveda število kreditnih točk. V tabelo B pa vpišete slovenske predmete oziroma te predmete, ki se vam bodo po vrnitvi priznali na biotehniški fakulteti in seveda tudi tu vpišete število kreditnih točk. Nujno je, da je študijski sporazum podpisan z vseh 3 strani že pred začetkom vaše mobilnosti. Kaj zdaj pomeni z vseh 3 strani? To pomeni, da mora biti podpisan tako z vaše strani ter strani obeh Erasmus plus koordinatorjev, torej domačega in tujega. So pa seveda možne tudi spremembe, če se slučajno izkaže, da vam pač določen predmet ne ustreza, da se vam časovno prekriva. Tako da načeloma so spremembe študijskega sporazuma možne tam nekje v enem mesecu po začetku vaše mobilnosti in seveda morate potem tudi ustrezno pridobiti vse potrebne podpise ponovno, če je pač to potrebno. Lahko gremo kar naprej na naslednji. Jaz bi tukaj Saša Erika izpostavila prav to, da v bistvu, kar je zelo pomembno, je, da so te krediti, a ne ti 20 na en semester oziroma 40 na 2 semestra, da so tisti, ki so priznani, torej na biotehniški fakulteti. Ker so pač različno vrednoteni predmeti v tujini in na domači instituciji. In pri nas tudi v bistvu na biotehniški fakulteti študijski sporazum urejate z oddelčnim koordinatorjem, seznam je pa tudi objavljen na spletni strani pod zavihkom mednarodna dejavnost. Evo, zdaj pa spustim te naprej. Ja, potem naslednja zadeva, ki jo morate Erasmus plus študenti poznati, je jezikovno preverjanje OLS. Zaenkrat je na voljo 24 jezikov, tako da imate študenti kar nekaj možnosti. Je pa sicer tako, da večina se jih odloči za jezik, v katerem bo potekala glavnina predavanj, in to je največkrat angleščina. Lahko se pa seveda odločite tudi za jezik države, če tako želite, oziroma če drugače ne zahteva tuja institucija, kamor odhajate. V splošnem, ko govorimo o OLS spletnem preverjanju, ločujemo na eni strani preizkuse znanja in na drugi strani jezikovne tečaje. Preizkusi znanja so obvezni za vse Erasmus študente in sicer pred odhodom na mobilnost, enako je potem tudi po zaključku mobilnosti. Izjema so samo tisti študenti, ki že na prvem preizkusu dosežejo najvišji rezultat, to je C2, tistim potem tega drugega testa ni potrebno reševati. Jezikovni tečaj pa ni obvezen, tako da se potem študenti sami odločite, ali ga boste opravljali ali ne. V splošnem pa velja, da če je rezultat vašega prvega testa B1 ali manj, vam bo sistem avtomatsko dodelil tečaj iz istega jezika, iz katerega ste opravljali preizkus znanja. Če pa je rezultat B2 ali več, imate pa študenti možnost pač izbirati tečaj
po lastni želji, ukolikor se pač odločite, da ga boste opravljali. Ne pridete pa v bistvu do teh OLS licenc avtomatsko, ampak vam jih moramo podeliti mi, se pravi vaša matična institucija, Univerza v Ljubljani. In to seveda storimo pred začetkom vaše mobilnosti. Tako, gremo lahko kar na naslednjo prosojnico. Ja, to je pa verjetno del, ki vas bo najbolj zanimal, torej ta finančni vidik. Zdaj seveda sredstva na vašem računu se ne pojavijo avtomatsko, ampak je potrebno za njih zaprositi, in sicer preko posebne spletne prijave, ki jo pripravimo na Univerzi v Ljubljani. Tu bi mogoče poudarila to, da finance oziroma pogodbo za Erasmus plus finančno pomoč urejate z nami, torej s centralno mednarodno pisarno, ki ima sedež na Kongresnem trgu in ne z vašo fakulteto, torej biotehniško. Na začetku bi bilo mogoče pametno opozoriti na to, da pač ta sredstva so res neka pomoč oziroma štipendija, ki ne pokrije nujno vseh vaših stroškov v celoti. Ste pa vsi študenti, ki se prijavite na Erasmus plus izmenjavo oziroma odidete na Erasmus izmenjavo, upravičeni do osnovne Erasmus štipendije. Kakšna je višina sredstev, je odvisno od države, kamor odidete. Kot lahko vidite na prosojnici, so države razdeljene v 3 skupine, in sicer glede na to, kako visoki so stroški bivanja v posamezni državi, tako da v skupini 1 so tiste države, ki imajo v bistvu najvišje bivanjske stroške, in za te države prejmete 520 evrov štipendije na mesec, potem za države iz skupine 2 470 evrov na mesec in za države z najnižjimi stroški bivanja, skupina 3, dobite 420 evrov. Poleg te osnovne Erasmus štipendije pa imate možnost prejeti še 2 dodatka, vkolikor seveda izpolnjujete pogoja zanju. In sicer sta to dodatek javnega sklada in pa dodatek za študente iz socialno šibkejših okolij. Temu dodatku mi včasih na kratko rečemo kar spodbuda, in ta bo prihodnje študijsko leto znašal 200 evrov na mesec. Do tega dodatka ste pa lahko upravičeni tisti študenti, ki imate bodisi vi ali pa član vašega gospodinjstva enega izmed socialnih transferjev, in sicer predložiti nam morate veljavno odločbo CSD, torej Centra za socialno delo. Največkrat je to odločba za državno štipendijo, lahko je pa to tudi odločba za otroški dodatek, dodatek za velike družine, odločba za izredno socialno denarno pomoč ali pa varstveni dodatek. Kar se pa tiče dodatka javnega sklada, bodo pa zadeve letos potekale malce drugače kot sicer oziroma kot prejšnja leta. In sicer gre se namreč za to, da je tudi pač na področje programa Erasmus plus posegel COVID-19 in je posledično pač prišlo do zamika objave novega razpisa in pa tudi posledično do dejstva, da sredstev za prihodnje študijsko leto še nimamo. To bi bila sredstva iz tako imenovanega projekta 2021. Zato smo se pač odločili oziroma ugotovili, da je edina možnost, če želimo financirati vaše izmenjave prihodnje leto, da to storimo iz preteklih projektov. Jaz bom ta 2 projekta imenovala kar projekt 2019 in projekt 2020. Zdaj, zakaj to tako poudarjam? Zato, ker v bistvu ni nujno, da boste vsi študenti financirani iz istega projekta. To se bo pa najbolj potem v bistvu poznalo prav pri tem dodatku javnega sklada. Vsi tisti, ki ne boste upravičeni do tega dodatka iz socialno šibkejših okolij oziroma do spodbude in ki boste odšli na izmenjavo v prvem semestru oziroma jo končali tam nekje do konca maja,
prihodnje leto tisti boste financirani iz projekta 19 in boste dobili dodatek javnega sklada v višini 27 evrov in 97 centov na mesec. Vsi tisti, ki pa boste upravičeni do tega dodatka za socialno šibkejše študente, boste pa šli avtomatsko v projekt 20. Če bi se slučajno zgodilo, da bi do takrat zmanjkalo sredstva oziroma da bi vsa sredstva porabili, bodo po vsej verjetnosti na voljo takrat tudi že sredstva iz projekta 21, tako da boste potem vsi tisti študenti, ki do takrat še ne boste dobili pogodbe in izplačila, po vsej verjetnosti napoteni na novo prijavo, pri čemer pa v bistvu moram poudariti, da v tem trenutku višina sredstev za pač projekt 21 še ni znana. Ko pa bo, boste pa seveda o tem obveščeni, ampak samo toliko, da imate v mislih, da pač ni nujno, da bodo držali tudi za vas ti zneski, ki so navedeni na tej prosojnici. Tako kot sem že prej pri Learning Agreementu omenila, bi še tu enkrat poudarila, da je nujno, da je izplačilo prvega obroka izvedeno pred začetkom vaše mobilnosti. Tako da imejte res v mislih, da boste imeli dokumentacijo pravočasno pripravljeno, da boste lahko tudi pravočasno zaprosili za finančno pomoč, da vam bomo lahko mi pripravili pogodbo in tudi izplačali sredstva. Prvi obrok je v višini 80%, se pravi, ne dobite celotnega zneska, preostanek dobite potem na koncu, ko pač dokažete, da ste mobilnost uspešno opravili. Ni pa vedno nujno, da je tale drugi obrok dejansko celih 20%. To je namreč odvisno od potrdila o trajanju, ki vam ga izda vaša gostujoča institucija. Če se torej zgodi, da je vaše dejansko trajanje krajše, kot ste prvotno predvideli, se potem to po potrebi obračuna pri drugem obroku, ki je pač nižji, kot bi bil sicer oziroma kot je bilo prvotno predvideno. Ampak vse to je točno zapisano v vaših pogodbah. Potem pa bi še to omenila, da v bistvu posebno pozornost namenjamo tudi študentom s posebnimi potrebami. Se pravi, če kdo, ki želi oditi na Erasmus Plus izmenjavo zaradi narave svojih posebnih potreb, potrebuje določena dodatna sredstva, lahko zaprosi zanje, in sicer preko posebne vloge oziroma obrazca. Predvidoma tam nekje v začetku poletja boste to prejeli in mi potem to vlogo posredujemo naprej na Nacionalno agencijo CMEPIUS v pač presojo. Večinoma so ta sredstva vedno odobrena, ni pa nujno, da točno v taki višini, kot potem vi, kot zaprosite. Potem pa v bistvu, mogoče samo še to, pri posebnih potrebah, treba jih je potem stroške, ki jih pač imate v okviru svoje posebne potrebe, tudi dokazovati po končani mobilnosti, tako da če se slučajno izkaže, da vsi stroški niso bili upravičeni, se potem razlika pač na koncu vrne. Tako, potem če gremo pa še na zadnjo zadevo. Tu bi pa omenila še en dokument, za katerega študenti velikokrat rečejo, da ga sploh ne poznajo. Jaz sem tukaj pripela tudi povezavo do nje, tako da če bo kolegica Teja delila z vami ta PowerPoint, ga boste lahko videli v celoti. Je pa to torej študentska listina. Ok. Tole. Tako. Ok. Tale četrti, to je slovenska verzija, ja. Torej, tu v bistvu lahko dostopate do študentske listine v celoti. V splošnem je pa pač to dokument, ki predpisuje oziroma ki govori o tem, kakšne so vaše pravice oziroma dolžnosti, ki jih imate kot Erasmus Plus študenti. Razdeljena je pa ta listina na 3 dele. Če premakneš Teja na drugo stran, boste videli, da v bistvu ta listina predpisuje, kakšne so vaše pravice in dolžnosti pred, med in pa potem po mobilnosti.
Spodaj pa seveda je še en dodaten razdelek, na koga se lahko obrnete, če imate kakršnekoli težave. Tako da na tem mestu bi v bistvu jaz prišla potem kar na zadnjo prosojnico, Teja, če se strinjaš. Evita, Ja, da se predstavim. ja. Evo. Zdaj ostali sva tukaj. Tako. Ja, lahko gremo v bistvu kar na naslednjo prosojnico, to je bilo večinoma že povedano in pokazano. Tako da toliko v bistvu z moje strani na kratko o tem trenutno aktualnem razpisu. Samo še to bi poudarila, no. Razpis je objavljen tudi na naši spletni strani, se pravi vsi lahko dostopate do njega. Bi pa opozorila še na en člen, ki je bil dodan, to je 11. člen v tem razpisu, ki govori o tem, da so pač zaradi trenutnih nepredvidljivih razmer možne morebitne spremembe razpisa, kar se pač tiče pogojev ali pa tudi financiranja. Mi sicer upamo, da do tega ne bo prišlo, če pa slučajno se bo zgodilo, je prav, da ste s tem seznanjeni vnaprej. Tako da v bistvu to je to načeloma z moje strani. Jaz bi mogoče na tem mestu dala možnost za vprašanja študentov, če so kakšne dileme, komentarji. Sicer smo pa res vedno na voljo tako v mednarodni pisarni na vaši fakulteti, kot tudi v centralni mednarodni pisarni. To sem potem pustila tudi v svoje kontaktne podatke, e-naslov in pa telefonsko številko. Če so še kakršnekoli nejasnosti, se vedno lahko obrnete name, me pokličete ali pa mi pišete. Tako da, če ne prej, se pa slišimo, ko se boste prijavili na razpis, bili uspešno izbrani in vas bomo začeli obveščati o pač ključnih podatkih in informacijah, ki jih morate imeti, da lahko svojo izmenjavo uspešno izvedete. Tako da, toliko z moje strani. Hvala, Erika. Zdaj trenutno v chatu ne vidim nobenega vprašanja. Mogoče bi se kakšen študent kar tako oglasil, če ima kakšno konkretno vprašanje, sicer pa bomo nadaljevali s postopkom prijave, pa seveda lahko potem kadarkoli pač se obrnejo name, na mednarodno pisarno Biotehniške fakultete oziroma, kot sem sama rekla, tudi nate, ampak najprej v bistvu k nam, da niste vi preveč zasuti potem z vprašanji. Tako. Če ni nobenega vprašanja. Jaz bi vprašal še nekaj. Ja, prosim. Kak je v primeru, če si vzamemo absolventsko leto, moramo vseeno tistih 20 kreditov izpolniti na semester ali ne? Če želite biti financirani do 5 mesecev, potem načeloma ja, če si pač imate možnost spustiti toliko obveznosti, ne. Ni pa nujno, zdaj lahko se recimo odločite, da boste pač manj kreditov v tujini pridobili oziroma potem tudi doma priznanih ali pa šli med absolventom pripravljati zaključno delo, ne. V takem primeru vas pa potem financiramo do 3 mesece. Vi sicer lahko v tujini ostanete dlje, če vam to še dopušča vaš Erasmus status, ki je omejen na 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, ampak pač na lastne stroške, ne. V bistvu, da se odločim, da grem za 3 mesece samo, v času absolventa imam financirano, ampak moram še nekaj vseeno narediti tam, ne? Ali pa zaključno delo delati. Ja, seveda, ne, vi morate pač vnaprej s tem študijskim sporazumom oziroma learning agreementom napovedati, s čim se boste vi na izmenjavi ukvarjali, a ne? Ok, hvala. Prosim. Še eno vprašanje iz moje strani. Zanima me tale kongresni trg 12, a to lahko gremo tja, pa pač se prav pogovorimo z človekom? Ja, absolutno. Zdaj sicer zaradi trenutnih razmer nimamo uradnih ur, smo pa pač na voljo po telefonu oziroma na elektronskem naslovu, ampak če se bodo razmere izboljšale, bomo seveda tudi pač uradne ure normalno naprej spet imeli, torej tudi v živo. Načeloma so pa od ponedeljka do petka
dopoldne od 9. pa do 11. ure, popoldne pa potem od 2 do 3, razen ob petkih pride v upoštev samo ta dopoldanski termin. Eno vprašanje imamo, Erika, za študentske prakse. Bom skočila. Ja, sprašujejo, je to samostojen razpis. Zdaj, ta razpis je v bistvu trenutno za študijske izmenjave, ne za praktično usposabljanje. Tako, za prakse je ločen razpis, kontaktna oseba za to je kolegica Urška Ravnik, je pa v bistvu, če se ne motim, za študentske prakse trenutno odprt razpis, tako da se načeloma lahko kadarkoli prijavite. Mogoče samo ena taka ključna razlika, praksa, izmenjava, če je za izmenjavo minimalno obdobje 3 mesece, je pri praksi 2 meseca. Tako. Pa še študent sprašuje, zanima ga, če izberemo univerzo sami ali obstaja razpis. Ja, o tem se bomo potem pogovorili v sami prijavi, na katere univerze lahko kandidirate. Vmes je prišlo še Zalino vprašanje, kaj se zgodi, če ne uspeš opraviti vseh predmetov oziroma če ne pridobiš minimuma kreditnih točk. Zdaj tako, če je to iz nekih opravičljivih razlogov, potem načeloma napišete obrazložitev, zakaj je do tega prišlo in date to obrazložitev v podpis še domačemu Erasmus koordinatorju. Tako da v tem primeru potem se lahko tako dogovorimo, da pač na podlagi ustrezne obrazložitve ni potrebno vračati štipendije, so pa to v bistvu potem primeri, ki jih rešujemo individualno z vsakim študentom posebej, ne. Ok, pa še za OLS, za tale learning. A je izpit nujno opravljati, če ima že recimo kakšno drugo licenco za angleščino? Naprimer, nekateri imajo to potrdilo, da so opravili na maturi, angleščino. Ja, OLS test je nujen za v bistvu Erasmus plus finančno pomoč. Rezultat tega testa je nujna priloga za Erasmus plus finančno pomoč, tako da v vsakem primeru ga je potrebno opraviti. Je pa v bistvu včasih to institucija zahteva prav določen specifičen test, naprimer kot je ta CEFR test, tako da to vam potem pač tuja institucija da navodila, kaj želijo, ampak če ne prej, ga je potrebno rešiti pač preden zaprosite za Erasmus plus finančno pomoč, razen če bi se na primer zgodilo, da gre v bistvu za preverjanje iz jezika, ki ni na voljo v tem pač spektru jezikov, ki so na OLS portalu. Na primer, trenutno mi, ne vem, na pamet pade makedonščina ali pa norveščina, v tem primeru potem ni treba. Ok, hvala. Zdaj eno vprašanje je v zvezi s prakso. Jaz bi pustila ta vprašanja za prakso v bistvu na individualni ravni, ker je odprte so trenutno naknadne prijave za 2021, tako da študentka, ki je v bistvu postavila to vprašanje, mi lahko tudi pošlje mail, če jo več zanima v praksi. Imamo pa študenta, ki sprašuje, kako je s prijavo na izmenjavo na drugi stopnji. Ja, seveda, če zdaj zaključujete izmenjavo oziroma pač študij na prvi stopnji, se prijavite za izmenjavo na drugi stopnji, tako. Ampak seveda morate imeti v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na biotehniški fakulteti, tako da pač je čisto mogoče. Kakšna je situacija glede COVID-19 oziroma cepljenja? Zanima študenta. Mislite za v tujino? Ja, zdaj ne vem točno, kaj ste s tem vprašanjem mislili, če vas mogoče zanima financiranje. Trenutno ni nekih konkretnih smernic, da bi mi cepljenje lahko financirali, to absolutno ne. Možno je edino, da bi se dogovorili za financiranje kakšnega testa, ampak to bomo pač videli sproti, kakšna sploh bo takrat situacija, mogoče se bodo tudi smernice do takrat že karkoli spremenile in tega ne boste mogli uveljavljati kot izreden strošek, ne. Pa tudi tako rekla bi, glede na izkušnje, da če že bi to lahko uveljavili kot izreden strošek, da bo to kvečjemu po koncu vaše mobilnosti, ne pa že vnaprej, da bi vam to financirali vnaprej. Je pa tako, da je od vsake države seveda odvisno,
kakšna je tam epidemiološka slika in tudi institucije, kamor vas bomo potem nominirali, ko boste enkrat zbrani, vam bodo pošiljale obvestila vezana na celotno situacijo, tako da potem boste dobivali ta obvestila direktno od njih. Posnetek bo objavljen na spletni strani Biotehniške fakultete pod zavihkom Mednarodna dejavnost. Zdaj pa sprašuje študent, ali je vsak prejemnik državne štipendije upravičen do dodatka za študente iz socialno šibkejših okolij. Ja, tako kot je bilo prej povedano, če želite biti upravičeni do tega dodatka, potem morate imeti bodisi vi ali pa nekdo iz vašega skupnega gospodinjstva, pač veljavno odločbo Centra za socialno delo. Tako da, če boste recimo odšli v zimskem semestru, potem nam boste morali predložiti odločbo, na primer, en primer je, torej odločba, ki bo veljavna oziroma ki je veljavna v trenutnem študijskem letu, se pravi 2021, to bi bila potem recimo upravičena podlaga. Zdaj, če se slučajno zgodi, da se odločba ne glasi na vaše ime, oziroma da vaše ime nikjer na odločbi ni omenjeno, ste pa pač v istem skupnem gospodinjstvu s to osebo, predložite potem zraven še ta izpis iz gospodinjske evidence, to pa pridobite na upravni enoti. Tako. Katere predmete se prizna? To boste študijski sporazum urejate potem z oddelčnim koordinatorjem, ki tudi načeloma pozna institucijo, kamor smo vas nominirali, in tudi tiste študijske programe in vam bo pri tem pomagal. Vidim, če je še kakšno vprašanje konkretno zate, Erika. Tole, v primeru poslabšane situacije, ali lahko prekine, to je bilo v bistvu že lani, je bilo podobno, s prekinitvami izmenjave. Tako, zdaj točno kako bo prihodnje študijsko leto je nemogoče v tem trenutku napovedati, lahko pa pač povem, kako zadeve rešujemo sedaj oziroma kako smo jih reševali lani med prvim valom. Ja, pač možno je bilo predčasno prekiniti izmenjavo, torej v bistvu pred iztekom 3 mesecev, kar je minimalno obdobje. Če je pač za to vzrok, ne vem, višja sila, kot je bila lani spomladi. Je bilo pa potem v bistvu v tem primeru potrebno glede na trajanje najprej vrniti sredstva, potem so lahko študenti uveljavljali izredne stroške, vkolikor so pač predložili ustrezna dokazila. Ključno pri teh izrednih stroških pa je, da v bistvu kažete, da ste zaprosili za povračilo, ampak jih niste uspeli dobiti povrnjenih. Tako da mi moramo imeti res ustrezno dokumentacijo, da potem lahko to nakažemo, izplačamo, ampak seveda šele potem, ko vi vrnete ta sorazmerni delež, glede na pač krajše trajanje, ki je bilo v tujini, zaradi višje sile. In potem se pač dogovorite, da lahko nadaljujete z študij na biotehnički fakulteti, ampak to pa potem pač urejate direktno s fakulteto. Torej, če študent se potem vrne v Ljubljano in potem od doma posluša predavanja na gostujoči instituciji, konkretno kateri stroški oziroma do katerega financiranja je upravičen potem, da prekine izmenjavo? Se pravi, če študent, tukaj je treba ločevati 2 stvari. En primer je, da študent v bistvu se odloči predčasno prekiniti izmenjavo in nadaljevati študijem na Univerzi v Ljubljani. V tem primeru je lahko upravičen do izrednih stroškov. To so potni stroški in pa stroški, ki jih imate z morebitno najemnino oziroma varščino, čeprav varščina v takih primerih niti ne pride več toliko v poštev, bolj najemnina. Ampak še enkrat poudarjam, samo z ustreznimi dokazili. Če se pa odločite, da boste vi prekinili mobilnost v tujini, se vrnili domov in od doma opravljali izmenjavo nadaljavo, potem je pa v bistvu tako, pač letos je tako, da vam v takem primeru tuja institucija na potrdilo o trajanju vključi tudi ta čas, ki ga vi delate, ki ga vi opravite od doma. Tako da imate potem na tem potrdilu o trajanju v bistvu združen tako ta fizičen kot virtualen del
in potem normalno za ves ta čas prejmete sredstva, ne, tako da potem se pa v bistvu šteje, da si iz tega krijete morebitne stroške, ki jih pač imate, ko niste več v tujini, ampak doma. Tako da to sta recimo dva taka ključna primera. Ok, še eno vprašanje za tale language, online language system. Če je bila matura opravljena v tujem jeziku, ne, da ste jo opravljali v drugi državi, kjer so tudi zaključili srednjo šolo, ali potem še vedno potreben ta OLS test opraviti, čeprav tekoče govorijo nemško, recimo. In tudi v Nemčijo na izmenjavo, oziroma nemško govorečo področje. Ja, v bistvu, se pravi, to sem načeloma že prej povedala, pač OLS test obvezen, ne, če ne prej je obvezen, ko se prijavite na finančno pomoč, tako da ja. Razen, če bi recimo bili, ne vem, materni govorci nemščine, se pravi, nemški državljani, ki redno študirate v Sloveniji, ne, potem mogoče v tem primeru bi dovolili, da tega OLS testa z nemščine ne bi opravljali. Kako pa je, Erika, mogoče že veš, kdaj pričakovati razpis za praktično usposabljanje v letu 2021-2022? Zaenkrat te informacije še nimam, no, tako da za prakse bi vas kar usmerila na Urško Ravnik, tako da bo ona bo imela več informacij v zvezi s tem, no, tako, ker zdaj imamo tako odprt razpis, ne, tako da načeloma se študenti lahko zdaj prijavijo. Ok. Na vprašanje bom še odgovorila, in sicer v zvezi z menjavo, kako možnost naknadne izdelave bilateralnega sporazuma. Zdaj načeloma so vse institucije s katerimi so že imeli sklenjeno pogodbo, so podaljšale za to študijsko leto. Če smo do razpisa sklenili kakšno dodatno sodelovanje, je to upoštevano, sicer pač žal zdaj trenutno to ni več mogoče in morate izbirati iz seznama, ki je obstoječ, oziroma pač, kjer so na voljo institucije, s katerimi imamo aktualno podpisane sporazume. Ok, jaz predlagam, da kar nadaljujemo, da smo načeloma zdaj vse odgovorili. Tako da, Erika, najlepša hvala za sodelovanje, za tele koristne informacije. Pa, ja, no, v bistvu, če bodo študentje karkoli še želeli, te lahko dobijo na elektronski pošti, oziroma jaz predlagam, da se najprej obrnete name, pa vam bom jaz poskušala najprej pomagati, če pa bo šlo za kakšno specifično zadevo oziroma kakšen finančni vidik, bomo pa tudi potem se na Eriko obrnili. Tako. Ane? Hvala, lahko še jaz nekaj vprašam na hitro, prosim? Ja, povej. Jaz sem trenutno absolventka in me zanima, kako je v tem primeru, če se jaz prijavim na izmenjavo za študijsko leto 2021-2022 in se prijavim prej, še preden sploh vem, ali sem sprejeta na bilo katero študijsko smer na magistrskem študiju. Kako pa je v tem primeru? Ja, lahko jaz. V bistvu lahko se prijavite, ker načeloma zdaj status imate, če bi se pa izkazalo, da recimo ne bi bili sprejeti na drugo stopnjo in prihodnje leto ne imeli statusa, bi se pa pač vašo prijavo smatralo kot odpoved, ker aktiven status študenta je pa pogoj, da vi lahko sploh greste na izmenjavo. Tako. Aha, ampak glede na to, da se nekatere izmenjave že začnejo septembra pa se komaj potem izve, ali smo sprejeti na bilo katero smer ali ne, in bolj zaradi časovne stiske me to zanima. Zdaj načeloma smo take primere potem reševali tako, da ste v bistvu, če ste, ne vem, Skandinavija začne že prej z izmenjavami, naprimer poleti, avgusta, in do takrat niste recimo še vpisani na višjo stopnjo, oziroma nimate še potrdila za pač študijsko leto, v okviru katerega boste vi opravljali izmenjavo,
Potem primere rešujemo tako, da vi predložite staro potrdilo o vpisu skupaj z izjavo, da se pač zavezujete, da ste nam dolžni naknadno posredovati novo potrdilo o trajanju oziroma o vpisu, ker je pač to pogoj, da sta lahko vi na študijski izmenjavi, in da se zavedate, da če aktivnega statusa študenta ne boste imeli, da se pač morate vrniti domov, prekiniti izmenjavo in vrniti prejeta sredstva. Ampak so pa taki primeri praktično zelo, zelo redki, da ne rečem, da jih skoraj da ni, no, tako. Aha, torej potem ni možno nadaljevati izmenjave, v tem primeru je treba prekiniti, če sem prav razumela. Če nimate statusa, potem žal ne. Prav, hvala lepa. Prosim. Ok, hvala Erika še enkrat, tako da zdaj si off the hook. Mi bomo pa nadaljevali s prijavo oziroma s samim postopkom prijave. Hvala še enkrat tebi, Teja, za povabilo. Kot že rečeno, za kakršnakoli vprašanja sem na voljo, pa samo še to, tega še nisem omenila, smo zdaj tudi prenovili našo spletno stran, tako da imate tudi tam na voljo razdelek najpogostejših vprašanj in odgovorov, tako da če slučajno ne uspete koga od kontaktnih oseb dobiti, lahko tudi tam ogromno odgovorov najdete. Tako. Super, hvala. Ok, jaz bom pa zdaj nadaljevala s samim opisom postopka prijave. Zdaj, kot rečeno, pogoj za kandidiranje na razpisu so, kot smo že rekli, da imate v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na biotehniški fakulteti. Torej, in da niste vpisani, oziroma lahko se prijavite, če ste v prvem letniku dodiplomskega študija, ampak za izmenjavo greste lahko šele v drugem letniku. Ne morete pa iti na izmenjavo oziroma niste upravičeni do štipendije, če imate že od prejšnjih mobilnosti neporavnane finančne obveznosti iz programa Erasmus oziroma Erasmus+. Letos bo način prijave malo drugačen, zato ker pač se zavedamo, da je s poštami zelo težko oziroma pač ne želimo vas obremenjevati še dodatno in boste najprej v bistvu izpolnili spletno prijavnico v VIS-u in naložili dokazila. Kaj vsebuje popolna prijavna vloga? Vsebuje izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u. Zdaj, če kdo od vas pa vzer in nima aktivnega vpisnega lista, pa v naslednjem študijskem letu bi vseeno rad šel na mobilnost in bo imel aktiven status študenta, prosim, da mi to sporoči na mail in bomo uredili to začasno aktivacijo, da se lahko vsaj prijavite. In drugo, kar priložite spletni prijavi, je motivacijsko pismo na najmanj eni oziroma 2 straneh v slovenskem jeziku. Zdaj, pred samim postopkom prijave predlagam, da si vi pripravite že to dokazilo, torej pač motivacijsko pismo, in pregledate seznam pogodb. Seznam pogodb je objavljen na spletni strani, poleg razpisa. Zdaj bom probala še tole deliti. Ok. Tole. Tako izgleda seznam obstoječih institucionalnih oziroma bilateralnih pogodb. In sicer je razdeljen po oddelkih oziroma študijih. Zdaj, kako se pa bere ta seznam? Samo sekundo, da šeram zdaj nazaj. Okay. Zdaj bere se pa tako, da v bistvu v vsakem stolpcu imate eno informacijo, najprej je država, potem je koda institucije, zraven je naziv institucije in je tudi pohiperlinkan, tako da če v bistvu kliknete gor, se vam odpre spletna stran institucije. Tam lahko najdete veliko uporabnih informacij, kar se tiče teh študijskih vsebin, ki so vam na voljo. In pa, če imate dodatno vprašanje oziroma pač tega ne najdete, se vedno lahko obrnete na njihovo mednarodno pisarno
in jih kar direktno kontaktirajte, naj vam pošljem seznam predmetov, ki so na voljo študentom Erasmus. Potem imate tudi to, kar je v bistvu najbolj pomembno, število študentov in skupaj mesecev. V bistvu ta rubrika pomeni, da v tem konkretnem primeru, ko gledamo zdaj Graz, pomeni, da je na to institucijo lahko nominiramo 2 študenta, vsakega po 5 mesecev. Torej, lahko se, če se prijavi na primer en študent, lahko odide za 5 mesecev ali pa koristi celoletno izmenjavo. Bodite pozorni tudi pri tistih pogodbah, ki so sklenjene z več oddelki oziroma študiji. To pomeni, da se pač na to institucijo lahko oziroma pač kandidirate lahko študentje iz teh dotičnih oddelkov oziroma študijev. Vedno pa gledajte zraven tudi, za katero stopnjo študijo je podpisana pogodba. Okay. Kako izgleda spletna prijava v VIS-u? Ko se vpišete v VIS, izberete v levem stolpcu prijava na izmenjavo. Prijava se vam odpre to sivo okence in tukaj v bistvu izberete, za kater tip izmenjave gre. A gre za zimski semester, poletni, celoletno ali pa za pripravo zaključnega dela. Kot rečeno, razpisa za praktično usposabljanje za leto 2021-2022 še ni. Tako da lahko izbirate samo med temi opcijami za študij. Potem se vam pokažejo vaši podatki in na koncu izberete tudi institucijo, na katero želite na izmenjavo in zadevo zaključite s tem, ko priložite še motivacijsko pismo. Takrat celotno prijavo shranite v PDF in oboje skupaj, torej izvozite oziroma shranite PDF prijavo spletno in motivacijsko pismo pošljete še na elektronski naslov. Pač prej smo to počeli po navadni pošti, zdaj bomo to po elektronski pošti sprejemali. Spletna prijava v VIS-u sicer zahteva vaš podpis, ampak če nimate digitalnega podpisa oziroma če nimate skenerja doma, lahko date to tudi brez vašega podpisa. Rok za oddajo, to tudi mislim, da je bilo eno vprašanje. Popolne prijavne vloge v VIS-u in po elektronski pošti je nedelja 28.2. do polnoči. To pomeni, da ni dovolj, če oddate samo v VIS-u in ne pošljete po mailu, oboje morate narediti do tega datuma, do tega roka. Kot rečeno, nepopolne vloge oziroma tiste, ki bodo oddane po pretečenem roku, se žal ne bodo upoštevane. Zdaj izbor oziroma ocenjevanje vlog prejetih prepustimo oddelčnim koordinatorjem. Na spletni strani mednarodne dejavnosti imate seznam. Oni bodo v bistvu vse prijave pregledali in ocenili tudi vaša motivacijska pisma. Zraven se pa upošteva tudi dosedanji študijski uspeh, ki se običajno izpiše na spletni prijavi, ko jo izvozite. Pri tistih, ki ste pa v bistvu še nimate ocen na tej stopnji študija, bomo pa mi to že v VIS-u pogledali, tako da ne rabite prilagati dodatnih dokazil. Kako bo sklep? Sklep bo objavljen na spletni strani Biotehniške fakultete po vpisnih številkah in bo to po koncu razpisa. Tako da tam nekje v začetku marca predvidevamo, oziroma sredina marca, ja. Zdaj, v bistvu, preden gremo k izkušnjam preteklim, bom pogledala, če je še kakšno vprašanje. Ok, kar nekaj vprašanj imamo na chatu. V redu. Zdaj, živilstvo, ja, ker gre za oddelek za živilstvo, to pomeni, da lahko kandidirate tudi študenti prehrane druge stopnje. Torej, če bi šli v drugem letniku, se gledajo ocene iz prvega letnika in vse opravljene obveznosti do datuma, ko ste se prijavili na razpis. Tako da to bomo mi v VIS-u pogledali, tako da ne rabite prilagati ničesar več. Važno je, da izpolnite prijavnico v VIS-u, priložite motivacijsko pismo
izvozite prijavnico iz Visa in skupaj z motivacijskim pismom pošljete še po elektronski pošti na international@bf.uni-lj.si, torej na mednarodno pisarno. Ok. Imamo še kakšno vprašanje? A lahko še enkrat tale mail poveste? Sicer je tudi na spletni strani objavljeno, ampak seveda bom šla nazaj na prosojnico, ker mislim, da sem ga napisala tole. international@bf.uni-lj.si. Hvala. Vprašanje, če se lahko prijavite na več institucij, zdaj spletna prijava tega trenutno ne omogoča, ampak če imate specifično željo, lahko to napišete tudi v mailu, recimo drugo željo, tretjo željo, pač sicer pa navedite pač v prijavi samo tisto, ki vam recimo je najbolj ljuba. Nič ni treba pošiljati na to institucijo, zdaj zaenkrat vi kandidirate najprej pri nas na biotehniški fakulteti, kot študenti biotehniške fakultete, in tle moramo najprej postopek začeti, potem pa se nadaljuje na Univerzi v Ljubljani in tudi mi vas potem nominiramo, ampak najprej moramo tukaj začeti. Tako da to je to. To je najbolj pomembno, da se prijavite. Learning agreementa še ne rabite izpolnjevati. To izpolnjujete potem, ko ste enkrat že dobili odobreno mobilnost, odobreno. Tako da zdaj oddate samo prijavo za izmenjavo in napišete na katero institucijo. Ampak kot rečeno, preglejte seznam pogodb, obiščite spletne strani tistih institucij, vprašajte koordinatorja na oddelku oziroma študiju, ker oni imajo pač veliko več izkušenj s tem, kar ponujajo, oziroma pač z študenti, ki so bili v preteklosti na določeni instituciji, in potem vam bodo oni znali tudi svetovati, kaj bi bilo najbolj primerno za vaš študij oziroma za pač letnik, ki ga želite gor opravljati. Ne, pač tukaj je postopek tak, kot sem ga opisala. Vpišete se v Vis z vašim pač geslom, uporabniškim imenom oziroma vpisno številko, izpolnite spletno prijavo, priložite motivacijsko pismo, izvozite spletno prijavo in tisto motivacijsko pismo še enkrat priložite zraven ter pošljete po elektronski pošti. Ok. Ja, lahko, se pravi, če imate željo, da bi šli, če imate drugo željo, recimo, seveda lahko dodate to v mail. V bistvu jaz bom te maile vse pač zbrala in jih bom potem pošiljala koordinatorjem v ocenjevanje. Zato, če imate drugo željo, ki ne morete navesti v spletni obrazec, lahko dopišete zraven. Povprečje ocen, zdaj ni tako, da pač bi moglo biti neko povprečje ocen, ampak se pač gleda takšno, kakršno je, in to je tudi en del ocenjevanja. Zdaj ne vem, če sem na vse odgovorila, ker dežujejo vprašanja. Če še kdo ima vprašanje, da se javi, tudi lahko. Ja, zdaj te kredite, ki jih je Erika omenjala, gre za finančno pomoč. To je minimum, ki ga morate doseči za to, da dobite vi finančno pomoč. Torej, 20 za en semester, 40 za 2 semestra. Seveda, priporočljivo pa je, da če želite celoten semester opraviti tam na tu instituciji in da se vam te obveznosti pri nas priznajo, da ciljate na 30 kreditov oziroma na 60 kreditov. Če vam bodo kakšne obveznosti ostale, boste seveda potem mogli to tudi pri nas na biotehniški fakulteti dokončati. Če imate drugo željo za institucijo, pa se bojite, da ne boste na prvo izbrani, lahko v mail napišete, v besedilo, pač kamorkoli. A je še kakšno vprašanje, da bi se kakšen študent še javil?
Jaz bi sam še vprašala, a mora biti motivacijsko pismo napisano v angleščini ali v slovenščini? Sem rekla, da v slovenščini, zato da pač vam ne otežujemo stvari. V slovenščini napišete motivacijsko pismo, v bistvu ciljete na to, zakaj si tja želite iti, ravno na to institucijo, kaj vam bo izmenjava prinesla, tako pač. Okay. Zdaj, kako je z predavanji v tujini oziroma na tisti instituciji, kamor želite iti, najboljše je, da se pozanimate direktno pri njih. Ne? Pri nas recimo ponujemo nekaj predmetov v angleščini, ne pa vseh, tako da verjetno tudi tu institucije imajo določen nabor predmetov, ki jih ponujajo v angleškem jeziku, ampak to ne morem trditi, zato je najboljše, da v bistvu se obrnete direktno na njih. Okay. Se pravi, lahko pa gremo na biotehniško fakulteto, pa se tam pač pomenimo tudi fizično osebo. Trenutno nimamo pač te možnosti zaradi situacije, ampak z veseljem pač se lahko tudi, če imate konkretna vprašanja, se lahko tudi slišva prek Siskota, lahko mi pošljete mail, lahko me pokličete na telefonsko številko, pa vam bom z veseljem pomagala. Vaša je ta 0124185571. Ne, moja je 320 30 45. Je tudi na koncu je informacija, pa tudi na spletni strani, če boste šli pod mednarodna dejavnost, tam imate vse informacije in tudi moj kontakt. Najlepša hvala. Prosim. Ok. Mene še nekaj zanima. Če mi imamo v 3. letniku študijskega programa, imamo pač predavanja pa predmete samo do decembra. Od decembra do aprila imamo prakso. Od aprila do junija imamo spet pač nekaj predmetov za 12 kreditov. Torej od oktobra do decembra je 30 kreditov, pa potlej od aprila do junija je 12 kreditov. Mene zanima, če greš na izmenjavo za pol leta, kako se to izide, če to sploh kdo ve odgovoriti. Pač vi morate zbrati te kredite, ki vam bodo priznani tukaj. Če vi že naprej veste, da v enem semestru teh kreditov ne morete pač dobiti oziroma vam ne bodo tukaj priznani, potem ni smisla. Zato, ker pač smisel izmenjave je, da greste v tujino in tam opravljate določene obveznosti, ki se vam tu priznajo, kar pomeni, da tukaj ne rabite potem predmeta še enkrat opravljati. Tako da jaz bi vam potem predlagala, da greste v tistem semestru, kjer boste lahko nabrala te kredite. Ja, ne, mislim, ne moreš v nobenem semestru potlej, če tako gledaš, v 3. letniku. Ker je pač praksa od decembra do aprila. In ni strnjena v en semester. V bistvu. Ok. Na katerem oddelku pa ste? VSŠ lesarstvo, 3. letnik. Mislim, zanima me, če je bil kdo tam na izmenjavi, kako se je to sploh izvedel. Ok, lahko mi pošljete mail, pa bom jaz poslala študentu, ker pač imam nabor kontaktov, sam jaz ne morem tega deliti zaradi varstva osebnih podatkov. Lahko mi pošljete konkreten mail, pa bom jaz poiskala, če je bil kakšen tak študent na mobilnosti. Sicer pa je vaš koordinator dr. Davor Kržišnik in lahko tudi njega vprašate. Kdaj bi bilo v bistvu najbolj primerno za mobilnost? Ja, v bistvu, če bi se dal nekako, ne vem, da bi več predmetov upravljala po eno izmenjavi v 1. semestru, ali pa pač, če se da nekako to skombinirati. V bistvu, pač ja, se v bistvu potem, ko boste enkrat sestavljali študijski sporazum, boste itak mogla se z njim pogovarjati, ker on je tisti, ki pač bo vedel, kaj je primerljivo po vsebini. Ok, super. Okay. Zdaj pa predlagam, da pogledamo še, oziroma upam, da sta še z nami študentke, ki sta bili na mobilnosti v preteklem študijskem letu, pa bi ju prosila, da na hitro povesta, kje sta bili, svoje izkušnje dodelita, mogoče s čim sta imeli največ opravka, kaj je bilo najboljša izkušnja in tako, pač, da vidite, da ni tako hudo, samo pač mogoče se vam sliši zdaj
pač imate toliko enih informacij, ampak dejansko se vse da samo pač lotiti se je treba. Vita, a ste vi z nami? Evo me, sem. Ok, super. Boste kar na kratko predstavila vaše izkušnje, kje ste bila? Ja, jaz sem najprej se prijavila za Erasmus prakso med absolventom in sicer dobila sem na koncu v Zagrebu. Šla sem tja za 2 meseca, no, in bilo mi je tako ful super, no, pač enostavno sem dobila neke ljudi, s katerimi sem se poštekala, tudi recimo jaz sem delala tam prakso na fakulteti, sem pomagala eni študentki, ki je delala doktorat, tako da sem malo videla, kako to poteka doktorsko delo na fakulteti, v nekem laboratoriju. Hkrati sem imela pa veliko prostega časa, no, tako da sem kar malo potovala. Zagreb mi je šel kar hitro, no. Potem sem se pa odločila, če že grem na magisterij, da naredim še eno študijsko izmenjavo, tako da sem se odločila potem za Prago. Bilo je ful tudi super izkušnja. Praga je dokaj poceni, ima te študentske vozovnice za okrog hoditi in tukaj na sliki sem pri gradu, nek znamenit grad, pa tukaj na desni je prav nek nacionalni park, no, smo šli tudi gledat. Glede teh papirjev, no, sliši se res tak zakompliciran postopek, ampak verjemite mi, da potem, ko se lotite samo neke prijave in dejansko zelo lepo vse poteka, sploh ni toliko zakomplicirano, kakor se sliši. Tako da ni bilo neki toliko, ne vzame ti spet ful časa za take prijave. Se pa splača iti, no, zato ker enostavno malo se brcneš ven iz cone udobja, malo spoznaš nove ljudi, več samostojnosti, iznajdljivosti dobiš. Finančno meni ni bil problem, ker mi je štipendija zadosti pokrivala za Češko in pa tudi za Zagreb. Tako da, ja, jaz sem se imela zelo super in pač res priporočam, no. A Vita, vi ste bila v času epidemije, a ne, na izmenjavi? Ne, jaz sem lih prišla nazaj januarja 2020, tako da sem lih lepo še zimski semester ujela pred tem covidom, no, tako da to mi je bilo ful super. Ok, super. Ja. Zdaj pa, če ne bi več nič dodala, bi jaz še študente pozvala, če ima kakšno vprašanje za vas. Ja, kar na dan z vprašanje. Pa lahko se kar javite. Ne? Kakšna je kaj težavnost izpitov v angleščini? Zdaj, jaz mislim, da odvisno, na katero univerzo se vpišeš, a ne. Zdaj, recimo, jaz v Pragi nisem imela toliko spet zahtevnosti, tudi profesorji pač vejo, da pridemo mi tja bolj kot ne tudi zaradi drugih izkušenj, ne zaradi učenja in ne vem, nam so kar malo bolj prilagodili vse skupaj. Meni ni bilo toliko težko, no. Se pa res da, vse se da narediti, no, samo potruditi se je treba. Če recimo greste v kakšno Nemčijo, mogoče je malo bolj zahtevno, ampak pač poznam tudi ljudi, ki so zdaj na izmenjavi gor, pa ki so bili in so vse naredili, no, tako da res, jaz mislim, da ni tukaj nekega strahu. Tako da kar pogumno. Ok, sprašujejo vas, Vita, kje ste stanovali na Češkem? Aha, ja, jaz sem dobila tam študentski dom, no. Je prav tudi tisto, tako so domovi za študente in so me sprejeli, pač to pa čakaš, no, tudi nek seznam je za čakanje, ampak sicer mislim, da tudi Erasmus študentje imajo malo bolj prednosti, tako da sem lepo prišla noter, no. Cena študentskih domov je malo dražja, mislim, da sem plačevala nekje 120 do 130 evrov na mesec,
ampak je pa odvisno. Jaz sem bila recimo, jaz sem bila v enem domu, kjer smo imeli apartma in v eni sobi so bile 3 študentke, jaz sem bila pa samo še z eno Slovenko skupaj, torej smo bile 2. In ta dvoposteljna soba je bila pač malo dražja, kakor tisti, ki so bili še 2 cimrama. Tako da nastanitev za recimo Češko sem dala samo prošnjo za študenta in to je to. Za nastanitev za prakso sem si mogla pa sama zrihtati. Ampak za nastanitev za študentski dom so vas pozvali s tuje institucije, ne s Prage. Ja, tako, ja, tako. Torej, v bistvu vas potem oni usmerjajo, ko ste determinirani, a ne? Ja, tako, ja. Nekatere imajo ponudbi študentske domove, drugi vam pošljajo kakšne linke za iskanje. Za privat, ja. Tako. Ja. Tako da recimo tudi spoznala sem eno, mislim, bilo je tudi dosti študentov, ki so si dobili stanovanja, no, pač ni bil nek spet problem s tem, vsi so nekako najdli ali to ali tisto, tako da, ja, ko Praga je še zmeri, mislim, da ima kar dosti opcij. A bi rekla, da so vam mogoče malo čez prste gledali pri izpitih, pa tako gledam to, da ste bila Erasmus študentka? Ja, recimo, imeli smo enega profesorja, ki res ga ni kaj dosti zanimalo. Mislim, vsi smo pisali izpit, ampak enostavno ni toliko zahtevno. Medtem ko pri 2 predmetoma sem se pa mogla že malo bolj, no, sem mogla pa res znati, no. Tako da čisto odvisno od profesorja se mi zdi, kako jemlje te Erasmus študente, a ne. Še zmeri ti priješ tam tudi pod neko znanje, a ne. Zdaj, če si ti ful zainteresiran, lahko tudi ful več odneseš nekega teoretičnega znanja. Drugače pa pride pa tudi kakšen profesor, ki mu je tako malo. Mislim, rad odpredava kakšno predavanje in na koncu je malo bolj lažje izpitno, tako, samo kakšne osnove smo imeli. Izpite smo imeli vse v angleščini, ja. In predavanja smo imeli tudi v angleščini. Kako ste pa našli te informacije? Informacije za? Za pač kako potekajo predavanja, koliko jih je v angleščini, kakšne imate sploh možnosti za opravljanje predmetov? Jaz poznam eno, mislim, moja bivša sošolka je šla tudi na izmenjavo v Prago pred mano 2 leti, no, ona je šla v 3. letniku dodiplomskega in jaz sem se z njo malo že prej pač pogovorila oziroma sem jo dosti spraševala glede tega, kako je v angleščini in to. Drugače pa se tudi vedno, mislim, na tej moji univerzi, ko so me gostili, ko sem bila na izmenjavi, so bili zelo vsi profesorji pa koordinatorji pač tako res dosegljivi in vedno so mi odpisali, vedno pač sem se lahko obrnila na njih, tako da sem tudi od njih marsikaj izvedela, mislim, kar sem rabila, sem izvedela, no. In res so bili zelo prijazni pa tako. Dobra izkušnja. Super. Ja, z iskanjem prakse. Ja, tole je kar izzivno. Jaz sem jo iskala 1,5 leta. Res ful, vsak dan, no, sem gledala malo ta podjetja in to zdaj odvisno, kam pišeš. Jaz sem pisala v marsikatera podjetja, ampak kakor vemo, situacija podjetja se ne bojo kaj dosti ukvarjala s študenti. Zato sem se odločila, da bom poskusila pisati kar na kakšne univerze, no, ker itak imajo vedno kakšne projekte in se da nekako sodelovati, tako da, ja, zato sem pol dobila v Zagrebu, no. Tako da za Erasmus prakso sem se kar, moraš biti kar vztrajen, no. Še kakšno vprašanje? Ne. Mene zanima, če je mogoče tudi Ajda z nami danes. Ja, živjo. Živijo, Ajda. Hvala, Vita, bi še kaj dodali ali lahko zdaj damo besedo še Ajdi?
Jaz samo dodam, da pogumno naprej res. Super, In hvala. srečno. Kar jaz. Dajte, ajde, prosim. Okay, ja, jaz sem bila pa na izmenjavi, se pravi, to je bilo 2019, se pravi takrat Kavita. In sicer sem bila v prvem semestru in sem delala tam 3. letnik mikrobiologije. Šla sem pa na univerzo v Aberdeenu, to je na vzhodu Škotske. Zdaj, ker je na Škotskem, lahko že tako rečem, vse je bilo v angleščini, nič nisem imela problemov z nerazumevanjem predavanj po vsem tem, to je nekako inherentno, ker je angleško govoreča država. Je pa tukaj majhna razlika, pa mogoče malo drugačen pogled, kot to, kar je Vita govorila. Ko greš pa neko tako državo, kot je na primer Škotska, pa verjetno podobno velja tudi, ko greš, ne vem, na določena mesta v Nemčiji, pa skandinavske države, pa te stvari, se pravi države, ki spadajo v skupino 1 financiranja, vam finančna pomoč ne bo vsega pokrila. Meni je moja finančna pomoč, ki sem jo dobila, pokrila izrecno samo nastanitev. Je pa tako, da samo življenje tam pa ni bilo zdaj dražje, se pravi za hrano, ki je načeloma drugi najbolj finančno zahteven stvar, je bilo bolj kaneje bilo isto. Se pravi, če si hodil v Lidl pa v Hofer, si lahko zelo v redu finančno čez prišel. Tako da glede tega ni tak problem in po moje enako velja tudi za druge dražje države. Se pravi, največji strošek vam bo predstavljala nastanitev. Zdaj, tako, ko to govorim, je ful težko si predstavljati, ampak načeloma pri nas vem, da če greš v študentska stanovanja, če imaš subvencionirano, daš recimo 90 evrov na mesec, nekaj takega, kakor jaz vem. Jaz sem dala 90 evrov na teden. Se pravi, načeloma tako na grobe, pa to je tista najmanjša nastanitev, se pravi, na grobo lahko nekako date ono, kad tle daš za en mesec, bi tam dal za en teden. Tako da to je kar problematično, ampak se da shajati. Jaz sem imela srečo, ker sem imela kar nekaj našparanga, pa tudi imam neke druge prihodke denarja, tudi moji starši so zelo fajn, tako da to se je meni šlo. Je pa tako, da to, na primer, morate malo paziti, kaj izbirate, da se ne boste v take stvari zapletali, če nimate potenciala dodati svojega denarja v izmenjavi. Drugače sem se imela pa na izmenjavi super. Edino, kar bi poudarila, je tisto, stvari se dosti drugače delajo kakšne, na primer laboratorijske vaje gor so zelo manj obsežne kot pri nas. Smo delali v 3. letniku stvari, ki smo jih pri nas delali v 1. letniku, ter sem preživela toliko časa v enem semestru v laboratoriju, kot pri nas preživimo v 2-3 tednih. To je bilo sicer malo žalostno, ampak po drugi strani pa vidiš, kako druge inštitucije lahko delujejo. Tako da to je res neka pozitivna stvar, ker vidiš, da ni povsod enako kot pri nas. Lahko vidiš, kaj je pri njih boljše, pa kaj je pri nas boljše. Tako da lahko zelo fajn primerjaš. In to se meni zdi, da je ena zelo fajn, poleg vseh ostalih izkušnja, ki jo dobiš na Erasmusu. Je pa tako, da velikokrat tudi v teh angleško govorečih državah, sploh če razmišljate, da greste v Aberdeen, 1/3 vseh študentov je v osnovi že tujih študentov, se pravi redno vpisanih študenti. 1/3 je študentov, ki izhaja iz ne angleško govoreče države, pol je pa še zelo velik program Erasmusa. Tako da v mojem letniku vem, da smo imeli v teh predmetih, ki sem jaz bila, nas je bilo vsaj 15, ko smo bili Erasmus program, plus še vsi ostali, ki so bili vpisani, pa niso angleško govoreči, se pravi, se da vse zmeniti, ampak je pa tako, da pol ni nobenih privilegijev, kot je mogoče Vita rekla, da so jim malo čez prste pogledali, ker je toliko tujcev, da na koncu smo vsi isto. Tako da, ne vem, če imate kakšna vprašanja. Kako pa, Ajda, kako ste pa vi urejala študijski sporazum? Jaz sem šla k naši koordinatorki, k profesorici Turk, ki je za mikrobiologe, in sem ji pokazala, predstavila par predmetov, ki sem jih našla na njihovi spletni strani, sem povedala, kako se uskladijo z mikrobiologijo, pogledala je, katere predmete imamo načeloma v tistem semestru, ampak bolj pomembno je bilo tukaj, vsaj pri nas,
da ne ponavljamo nek predmet, ki smo ga že imeli v preteklih letih, se pravi, da dobimo neko novo znanje v okviru našega študija. Pa se je to malo zmenili, malo pregledali, koliko je kreditnih točk. In meni se je išlo tako, da sem imela samo 2 predmeta, vsak predmet je imel pa 15 kreditnih točk po našem sistemu. Je pa tukaj treba paziti, to sem hotela še omeniti, kreditne točke niso povsod enake. Naprimer na Škotskem imajo 2-kratne kreditne točke, se pravi, ko sem jaz gledala, je moj predmet bil po njihovem sistemu vreden 30 kreditnih točk, kar je naš en semester. Če pogledaš, pretvoriš v naše kreditne, je to 15. Pa tudi pazite, treba to pa vsi pogledajte, kako so semestri razdeljeni na gostujoči univerzi. Ker Univerza v Aberdeenu ima semester od septembra do decembra. Se pravi, na drugi semestrsko izmenjavo sploh ne moreš iti. Pa vem, da to ni edina univerza, ki ima tako semestrsko razporeditev. Kako ste se pa v bistvu odločila prav za to univerzo, da greste tja na izmenjavo? Pri meni je bilo to zaradi tega, ker sem želela tja že originalno iti redno študirati, pa tudi starejšega brata imam tam, ki je redni študent, tako da sem imela nekako že kontakte, vedela sem, da je v redu inštitucija, pa tudi vlekel me je zaradi tega, ker je angleško govoreča država, se pravi, se ne rabiš toliko ubadati s tem, ali bo vse v angleščini, a ne bo, pa koliko boš razumel, pa izpiti, pa tret. Ste pa tudi verjetno sama naredila ta research, kaj v bistvu ta institucija ponuja, ste našla te informacije za mednarodne študente oziroma zase, ki ste jih iskala na njihovi spletni strani? Ja, imajo zelo urejeno, imajo tudi nek guide, ki ga naredijo za Erasmus študente, tako da se tam lahko prebere, kaj vse lahko in kaj ne smeš jemati, ki imajo določena pravila, katere predmete smeš vzeti, pa katere predmete ne. Naprimer, ena taka posebna stvar je, da medicinskih predmetov in tisti, ki spadajo pod šolo medicine, ne moreš vzeti, če si tam sam za en semester, zaradi tega, ker imajo oni drugačen semestrski sistem, ki traja do marca. Tako da, naprimer, to so pa lune hakeljčki, ampak so načeloma zelo lepo razloženi. Torej, v bistvu predlagate, da si študentje, preden se odločijo za mobilnost, res dobro pogledajo spletne strani teh institucij, kamor si želijo iti, ker bodo tam najdeli ogromno informacij. Ja, da si dobro sami pogledate, pa ko se enkrat pogledate, si spišite vprašanja, greste do svoje koordinatorice, vprašate njo oziroma koordinatorja, se z njo pogovorite, kontaktirate, mogoče, če imate informacijo, kdo je v preteklih letih bil na tisti univerzi, na isti izmenjavi kot vi, zaradi tega, ko konec koncev vam bojo oni najbolj oprijemljive specifične informacije lahko dali, ker so že tam bili in so vedeli, kje so mogoče se pojavile težave oziroma kaj je bilo nepotrebno skrbeti. Zdaj pa, če je kakšno vprašanje še za vas od študentov, v chatu je nekaj. Kako izgledajo izpiti? Je odvisno od predmeta in to imajo sicer zelo fajn narejen, če greste na njihovo spletno stran, pa vem, da to ni edina univerza, ki to dela. Imajo že takoj napisan, kako izgleda predmet in se tega načeloma kar dobro držijo. In že, ko sem se prijavila na ta 2 predmeta, sem vedela, da bosta oba predmeta imela pisne izpite. Sicer se ocenijo tudi, pri enem predmetu sem imela ocenjen esej, ki je samo fancy govor za seminarsko. Nekje so bile ocenjene tudi laboratorijske vaje, ki niso bile posebna ocena, ampak je šteto v izpit. Se pravi, 20% izpita je bilo poročilo iz laboratorijskih vaj. Pol pa sam izpit je bil pa v bistvu esej. Dobila sem seznam, meni se zdi, da od 6 do 10 vprašanj in sem mogla zbrati 3 ali pa 4 vprašanja in napisati kar nek esej na to temo. Se pravi, ne bi bilo strukturirano, ampak moj esej ni bil zelo strukturiran, načeloma na grobo bi lahko rekel, da je izgledal kot esej, pa sem vseeno dobila zelo lepe ocene, tako da glede tega niso zelo pretirano strogi, kar je bila na primer moja velika bojazen, ker mene eseji ne grejo, ampak se je vse lepo išlo. Lara sprašuje, če vaje niso bile posebej ocenjene kot ocena kolokvija, tako kot pri nas.
Ne, gor je to del izpita, se pravi, na začetku leta dobiš toliko pa toliko procentov izpita oziroma tvoje ocene od izpita je vredno laboratorijsko poročilo. V mojem primeru je bilo, meni se zdi, da pri enem predmetu 15%, pri drugem pa 20%, če se prav spomnim. Se pravi, ni kolokvij pa izpit, ampak imaš poročilo, oddaš in pol se ti to šteje v izpitu na koncu. Pa tiste ocene, ker na koncu je taka stvar, da dobiš 2 oceni na koncu, se pravi oceno od prvega predmeta, pa oceno od drugega predmeta. In pol, ko se to pretvori v naše ocene, pri nas sem imela v istem času teoretično 4 predmete in pa v vsakem dobiš 2 oceni, sem pol dobila iz teh 2 ocen, se je razdelila na pol in sem dobila pol ocen, se pravi 4 ocene sem dobila po enem predmetu, pa 4 ocene po drugem predmetu. Tako da to je bilo malo pol tako. Vprašanje, koliko časa prostega ste imela na dan? Več, kot sem ga pričakovala, zaradi tega, ker v osnovi, ker imajo toliko manj laboratorijskih ur, je tudi manj kontaktnih ur in sem imela več časa, kot sem ga pričakovala, tako da sem lahko kar fajn uživala. Pa hodila na izlete, šla sem na ene 3 izlete po Škotskem, tako orang, pa tudi drugače sem imela še druge aktivnosti poleg tega, tako da res časa je dovolj. Nisi skozi za mizo. Je pa lepo poskrbljeno za Erasmus študente, ne? Tudi kar se tiče institucije, poskrbijo za vas, pa tudi malo kakšne verjetno dogodke prirejajo in izlete, kot ste rekla. Ja, tako je. Pa tudi takoj na začetku je orientacija, ki se predstavljajo tudi koordinatorji za Erasmus študente, ki so študentje in profesorji in asistenti, ki ti pomagajo, če potrebuješ to. Prav tako imajo tako imenovani buddy program, ki se lahko prijaviš, pa dobiš enega starejšega študenta, ki je bil že sam na neki izmenjavi, tako da ve, kako stvari potekajo. In je v bistvu on pol kot tvoj nek prijatelj, ki ti lahko pomaga, če imaš probleme. Tako da ja, zelo lepo poskrbijo zate, je pa tako, da ti ne bojo težili, če sam ne prosiš. V bistvu zdaj najtežji del je sama prijava na razpis, ne pa odločati se kam, pa speljati ta postopek, ampak najtežje v narekovajih, ne. V bistvu vse ostalo je potem nekako te vodijo ali mi, ali pa univerza, ali tuja institucija. Ja, vse, nisem verjela, da bo tako bilo, ker velikokrat vem, da na naši fakulteti so stvari, to bi mogel vedeti, pa ni sporočen še posebej, tukaj si res za vse, kar si mogel narediti, si dobil sporočilo, do takrat pa takrat rabiš to pa to narediti, prej moraš to pa to narediti. Tako da poleg tega itak sam si malo živčen, pa greš brskati po spletnih straneh, pa po vseh onih videih, tako da je že kar posebnost, da ti rata neki full orang kvalit. Vsaj v moji izkušnji, no, ne moram reči za vse. Je pa tako, da nimamo na primer na mikrobiologiji prakse pa določenih drugih stvari, za katere bi rabili skrbeti. Okay. Je še kakšno vprašanje s strani študentov? Sicer se vam bom zahvalila, Ajda, za deljenje vaše izkušnje. Ok. Ne. V bistvu, s tem bi tudi zaključili danes. Ajda, še enkrat hvala za deljenje vaše Erasmus izkušnje. Upam, da ste komu olajšala prijavo oziroma odločitev za izmenjavo. Sicer pa, če imate kakšne dodatna vprašanja oziroma informacije, sem vam na voljo na elektronskem naslovu, ki sem ga tudi že omenila, na telefonski številki, ki je zapisana na tem slajdu. Ne pozabiti, 28.2. do polnoči je rok za oddajo prijave v Vistu in po elektronski pošti.